Danes praznuje občina Divača svoj kulturni praznik, posvečen dr. Bogomiru Magajna, rojenem prav na ta dan v Gornjih Vremah. Tudi letos je prireditev zaradi razmer, v katerih smo se znašli, malo drugačna, a zato prav nič manj slavnostna. Kulturi v naši občini dajemo prav poseben poudarek, zato se zahvaljujem vsem in vsakemu posamezniku za vsa mala dejanja, ki so za nas neprecenljiva, in ta dejanja prenašamo preko lokalnega okolja v svet. Kulturni utrip v občini je bil bogat in upam, da bomo tako nadaljevali tudi po koncu epidemije. Hvala vsem, ki na kakršenkoli način prispevate k naši kulturi. A naj so problemi še tako veliki in razočaranja grenka, je najpomembnejše spoznanje, da je življenje eno samo in dragoceno. Njegov smisel pa v tem, da si prizadevamo za dobro. Kultura je tista, ki nam daje občutek zadovoljstva in vsakokrat ogreje dušo. Za preživetje niso dovolj samo materialne dobrine. Človek potrebuje več. To smo spoznali v zadnjih 2 letih, ko je kulturno dogajanje okrnjeno. Ljudje smo vse bolj lačni duhovnih vrednot, ki jim lahko rečemo tudi kultura. Kaj pa je kultura drugega kot skupek vsega lepega in plemenitega, kar so ustvarjali naši predniki in za kar bi si morali prizadevati vsak izmed nas? Duh ustvarjalnosti je v naših krajih močno zasidran. Iz našega okolja izhajajo mnogi pisatelji, pesniki, slikarji, glasbeniki, plesalci, igralci, ki so pečat ustvarjalnosti ponesli v svetovne razsežnosti. S svojim delom ohranjajo našo kulturo in naš slovenski jezik. Odločili smo se, da letos damo besedo našim mladim kulturnim ustvarjalcem, ki jih v naši občini ni malo. Ponosna sem na njih in njihov prispevek k razvoju kulture v naši občini. Ja, na začetku sigurno je družina zelo vplivala. Jaz mislim, da sem začel hoditi v glasbeno šolo v Sežano še v času, preden smo imeli svojo občino, tako da sem hodil še v občini Sežana na začetku, kasneje v občini Divača, hodil sem sicer še naprej v Sežano. Tega so me starši vozili 2-krat tedensko na pouk in tako naprej. Tako da sem imel precej podpore strani družine, pa tudi kar se tiče šole in podružnične v Senožečah in konec koncev matične v Divači, smo imeli potem precej možnosti nastopati, dodatno nastopati in tako naprej na vseh področjih. Tako da vsekakor so mi precej pomagali tukaj. Tudi sama ne vem točno, zakaj sem se v bistvu vpisala na balet najprej. Vem, da mi doma povejo zgodbice dostikrat, da sem sama želela iti na trening in da potem me niso nikakor več mogli dobiti ven iz tega. Pač tudi mislim, da ko sem bila stara 3 leta pa nekaj, tudi sama nisem točno razumela, zakaj se gre. Najbrž mi je, ne vem, nekaj bilo tam privlačnega, pa tudi Mogoče zaradi tega, ker je bilo tudi nekaj sovrstnikov z nami na treningu. Pa potem smo pač vsi hodili. Sicer pa se mi zdi, da največ podpore sem dobila prav od družine, od staršev. Mislim, da brez tega ne bi šlo niti do srednje šole. So me res ful spodbujali, vozili na tekmovanja, vozili na treninge in v Novo Gorico, v Ajdovščino, na izpite v Ljubljano, na tekmovanja v Maribor, pa v Italijo, v glavnem vse povsod. Pa tudi recimo učitelji, ko so me učili, sploh tukaj pač v domačem okolju, v Divači, so
bili taki, da so nas zelo dobro motivirali in mislim, da so verjeli v nas, ker se mi zdi, da dosti ljudi nima in se mi zdi to tudi zelo pomembno, no? Da pač nekdo, ki je izkušen na tem področju in res dosti ve in verjame vate, to ti da eno tako zelo močno potrditev, da mogoče pa si le nekaj naredil prav. Začelo se je z glasbeno šolo v Divači in s tovarišico flavte Jožico Zafret. Jožica je bila zelo stroga učiteljica, ampak očitno mi je dobro dela ta disciplina. Jožica in Stojan Zafret sta sigurno imela veliko vpliv name, ker smo živeli v istem bloku, sem veliko časa preživela tudi pri njiju doma in imela priložnost spoznati en neponovljiv svet in dragocen odnos do vsega. Zato sem zelo hvaležna. Za moj umetniški in osebni razvoj sta okolje, primarno okolje, družina, starši in širša družina zelo, zelo dobro vplivali. Imel sem idealne pogoje za razvoj, prav tako so me v šoli Divača zelo spodbujali pri tem, kar počnem. In to mi je dalo voljo do nadaljnega dela, zato sem zelo, zelo hvaležen primarnemu okolju, torej staršem, družini, kraju, okolici, zato da so mi omogočili tako lepo, zelo, zelo lepo, uspešno pot v moji glasbeni karieri. V obdobju otroštva je bilo zame kot otroka domače okolje, moram reči, da zelo spodbudno za neko ustvarjanje. V prvi vrsti sem imel doma vedno podporo in tukaj že ni bila nikoli težava. Rasel sem v glasbe polni hiši, učil sem se kitaro, najprej z atom, kasneje v glasbeni šoli. S sestro sem poslušal in igral vse možno, jaz na kitaro, ona na bobne. Potem osnovna šola je imela veliko krožkov, v katere si se lahko članil, recimo Orfov inštrumentarij, zbor, dramski krožek Nidani. Pa večkrat smo potem tudi tako na nekih prireditvah šolskega formata nastopali. Glasba je bila v bistvu cel čas prisotna pri meni in še cel kup drugih stvari. Pred 10 leti sem jo s slikarsko diplomo v žepu najprej mahnila v Argentino in Bolivijo študirati zračni ples. Ko sem se vrnila, sem se nekaj let še ukvarjala s tem, potem pa je šlo vedno bolj v muziko. Glasbena improvizacija, eksperimentiranje z zvokom, različni bendi, izdelovanje svojih inštrumentov in tako naprej. Dobro, moj razvoj je potekal precej časa. Sploh, ker sem šel na Akademijo za glasbo ne takoj z 19 leti, ampak kasneje z 25. Tako da je malo drugače to izgledalo, ker sem že živel v Ljubljani. V osnovni šoli sigurno sem imel dovolj možnosti tukaj in so mi pomagali. Potem se nisem odločil za glasbeno pot, ampak sem bil na računalništvu in matematiki. Ko pa smo prišli do akademije, smo pa imeli z občino nek neuspel poskus razpisa za štipendijo, na katerega sem se prijavil. Ampak pustimo to, smo šli naprej in par let nazaj smo se z občino spet, z nami je občina
pomagala pri organizaciji nekaterih koncertov, recimo koncerta v Dolenji vasi s Primorskim akademskim zborom, Vinko Vodopivec, in kasneje so nas povabili z istim zborom in s partizanskim pevskim zborom v Divača na občinski praznik in tako naprej, ob različnih priložnostih. Tako da kasneje smo si začeli oboje stransko pomagati, prej pa je bilo, kot je bilo. Zdi se mi ful pomembno, da smo imeli na možnost oziroma na voljo uporabljati baletno dvorano v Divači, ker to vseeno da malo boljši občutek, kot če bi recimo trenirali v telovadnici ali pa v večnamenskem prostoru. Vseeno baletna dvorana da tisti svoj pridih discipline, pa so pač drogi noter, pa je ogledalo. Tako da to se mi zdi, da je bilo zelo pomembno, tudi če mogoče najprej se ne zdi. Sicer pa ja, pač to okolje žal ni toliko prepleteno z baletom. Enostavno, če želiš se ukvarjati s tem, moraš iti nekam drugam. Se mi pa zdi, da je pomembno, da imaš nekam, kamor se lahko vrneš, pa imaš mir. Tako da vedno sem se ful rada vrnila domov, ker mi je bilo lepo, pač mirno je, pa tudi rada treniram še kdaj sama tle, ker imaš še vedno dvorano na voljo in pač ima svoj čar. Pa malo bolj se posvetiš samemu sebi, ne pa da imaš cel čas tisti hrup, pa mesto okoli sebe, pa dosti ljudi. Tako da mislim, da je to kar dobro okolje za začetek. Če se koncentriram na obdobje po šoli, je bilo vse v Senožečah v umetniškem smislu precej težko se razvijati naprej, saj si kot fant hitro lahko zapadel v nek začaran krog enih in istih tematik o mopedih in drugih tehniško obarvenih zadevah. Enostavno si rabil iti nekam ven. V obdobju gimnazije sem bil razen zbora in manjših nastopaških priložnosti morda še najmanj resno umetniško dejaven, medtem ko so drugi verjetno pridno vadili na nekih srednjih glasbenih šolah. Zares sem se pa na prave umetniške tirnice spravil šele v Ljubljani, ker sem začel delovati v zboru Perpetuum Jazzile in a cappella skupini Akamela. Najprej seveda kot pevec, kasneje tudi kot aranžer pa vodja. Tako da tle se je mogoče začelo moje nadaljno kulturno ustvarjanje. Tako da iskreno rečeno v Divaški občini oziroma v Senožečah ni bilo do sedaj nikoli dovolj spodbudno okolje za tako ustvarjanje. Imel sem sicer nekaj pogovorov z organizatorji dogodkov, da bi naredili kakšen koncert, naprimer z vokalnim bendom Kreativo smo se takrat pogovarjali, pa za duet Samo in Barbara. Ampak se na tem področju, na kulturo, ne vem, še vedno preveč se jo jemlje kot neko ljubiteljsko dejavnost, ki pa preživi tudi brez plačila, tako da žal nisem vlagal energije sem, ker so bila vrata drugje malce bolj odprta na tem področju. Bi si pa seveda želel drugače. Sigurno sem mnenja, da s pravimi potezami območje ali kraj lahko zaživi in postane konec koncev tudi znan po neki določeni kulturni dejavnosti.
ko sem bila pač v šoli v Mariboru še, pa tudi pol kasneje sem tudi imela priložnost plesati z slovenskimi plesalci, pač z solisti. V glavnem to pomeni, da sem bila v istih predstavah kot oni, no, pač. Ne vem, najbolj mi je bilo v čast sodelovati z Antonom Bogovim, z Galino Čajko, ko je bila tudi moja profesorica v srednji šoli 1 leto, seveda z Alenko Ribič-Laufer, pa s Tatjano Svetlično. V glavnem ogromno plesalcev, ki res so zelo velika inspiracija in mislim, da imela sem srečo, da sem lahko tekom šolanja sodelovala z njimi in jih imela kot svoj vzor. In ne vem, brez tega mislim, da najbrž se ne bi moja zgodba odvila tako, kot se je. Pač v času moje kariere sem bila na veliko tekmovanjih, ogromno neuspešnih tekmovanj, no, več kot uspešnih, ker pač je konkurenca res zelo močna. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin tekmovanje v Poreču, mednarodno, kjer sem dobila pač srebrno medaljo, pa tudi slovensko državno tekmovanje, kjer sem prvič plesala PDD in sva soplesalcem tudi se zelo visoko uvrstila. V glavnem takrat smo res, se mi zdi, da tisto so bili taki vrhunci, vsaj kar se tiče časa, ko sem bila še v šoli. Potem od tam naprej pa bi izpostavila mogoče še to, da sem delala, pač imela sem priložnost sodelovati z gledališčem v Mariboru in sem bila v bistvu vključena v dosti njihovih predstav in mislim, da je to bila še ena dodatna motivacija, ker eno je, ko si ti v šoli in ko se učiš, potem drugo pa je, ko si ti res na odru za profesionalci in je čist nek drugi tempo, čist je nek drug odnos. V glavnem, to je potem takrat, ko res vidiš, zakaj se sploh gre v tej profesiji. Potem zanimiva izkušnja je bila tudi pač študij v tujini, ker je to nekaj, kar bi privoščila vsakmu, da poizkusi. Mogoče ni lih za vsakega, tudi meni od začetka je bilo zelo težko in sem si zelo želela vrniti domov, ampak potem čez nekaj časa sem padla v to rutino, malo sem se navadila in potem se mi zdi, jaz sem se tam ogromno naučila in sem pač zelo si razširila obzorja, no. Malo tako kliše, ampak se mi zdi, da je ful pomembno. Spoznala ogromno ljudi, ne vem, tudi druge tehnike, kar se tiče specifično baleta, sem pač druge tehnike poizkusila, ne samo rusko, ampak tudi angleško. Tako, ful dobra izkušnja, no. Potem pa na Poljski, v bistvu, kjer sem delala v službi, to je spet čist druga izkušnja, ker ko si pa enkrat zaposlen, je seveda to spet druga zgodba. Noben te ne potiska naprej, noben te nič ne prosi, če nekaj ne narediš, takoj najdejo nekoga drugega. Tako da moraš biti res ful odgovoren, ful samodiscipliniran, ampak mi je bilo lepo, pač to so, mislim, da bila ena najboljša leta v mojem življenju. Pa lepo je svoj denar služiti, ne, sploh če si umetnik. Sodelovali smo na dosti baletnih galah v Krakovu, kjer so pol prišle tudi kakšne bolj take vplivne baletne zvezde. Ne vem, najbolj se mi je vtisnil Igor Kolb, recimo v spomin, pa Sergejev, Joy Womack. To si nikoli nisem predstavljala sploh, da bom v življenju stala pol metra stran od njih, to je bilo res bizarno. V zadnjem času je mogoče najodmevnejša stvar Prešernova nagrada Akademije za glasbo, ki sem prejel zdaj decembra. Dirigiral sem Mahlerjevo prvo simfonijo v bonmajskem koncertu v Hiši kulturi Celje. Druga stvar je verjetno moj debi
v operi v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana, kjer sem dirigiral predstavo baleta. Sledijo pa nove stvari, zdaj imamo isto debi v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Maribor, kjer dirigiram koncert solistov Akademije za glasbo z njihovim orkestrom. Vmes me čaka eno gostovanje v Pragi, kjer izvajamo opero Onkraj vrta angleškega skladatelja Stephena McNeffa, angleška koprodukcija, kjer dirigiram. Potem malo zatem gremo v Beograd z slovenskim prvim baletom Možiček. Potem pa naj bi bilo že tukaj sodelovanje pri operi Faust v ljubljanski operi ponovno. Na skladateljskem področju se pa trenutno ravno pričenjam z pisanjem nove otroške opere Veveriček posebne sorte, ki bo predstavljena v produkciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Pa v bistvu sem se odločila, da bom zaenkrat prekinila z baletno kariero in sem v bistvu se odločila za študij. In sem se vpisala na študij psihologije, ker sem si to že od nekdaj želela in je tu že od srednje šole bil moj plan B, če mi slučajno v plesu ne bi uspelo. Bi si pa želela nekako ostati povezana z baletnim svetom. Še vedno poučujem, ko imam čas, tako da rada delim znanje naprej. Čeprav včasih mi je težko delati z otroci, ker se mi zdi, da nimam dovolj izkušenj na tem področju, ampak je zelo zanimivo, no? Sploh, ko potem gledaš kakšen nastop ali pa kaj takšnega, si ful ponosen, pa si misliš, to sem pa jaz pripravila, pa je ful simpatično. Trenutno se veliko ukvarjam z aranžiranjem, z nastopanjem trenutno malo manj zaradi pandemije, kar me je pa prisililo, da se znajdem drugače. Vedno je neka pot. Na malo drugačen način umetniško sodelujem z različnimi umetniki in zasedbami, če tudi ni nastopov. To so različna snemanja, pogovori za naprej, planiranje projektov in tako dalje. V zadnjem času se poleg zborovske še malo bolj intenzivno posvečam tudi inštrumentalni glasbi, tako kot skladatelj in pa izvajalec. Ukvarjam se s snemanjem, pa glasbeno produkcijo. Med drugim sem letos že kot drugič sodeloval v projektu Nova Evropska pesmarica, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza in pa RTV Slovenija. Napisal in posnel sem skladbo v objemu množine. V projektu pa sodelujo še žena Barbara Grahor-Volk, pa pevki Lea Richter in Jana Gamser in pianist ter skladatelj Leon First. Videospot skladbe bo predvajan na nacionalki, predvidoma februarja letos. Leto nazaj sem v istem projektu kot skladatelj sodeloval s skladbo Joy oziroma Radost ob 250. obletnici Beethovenovega rojstva. Trenutno je koncertna dejavnost bolj ali manj odvisna od števila bolnikov na covidnih oddelkih. Sicer pa z ženo sva uspešno izpeljala kljub temu avtorski glasbeni projekt 2+3, ki se je med drugim odvijal tudi na Ljubljanskem gradu v okviru festivala Godi Bodi in pa v oddaji Prva vrsta na prvem programu našega nacionalnega radia. Trenutno študiram na Hochschule für Musik Hans Eisler v Berlinu, torej Akademiji za glasbo v Berlinu, kjer se v razredu profesora Benoita Fromageja učim flavte. V naslednjem semestru spomladi
se bližajo sodelovanja z šolskim orkestrom, prav tako tudi projekt v sodelovanju z Glasbeno mladino Ljubljansko, s koncertom v Cankarjevem domu, z čisto novo skladbo skladatelja Vida Ožbolta, ki jo bomo premierno izvedli. Prav tako se pa zelo veselim vseh nadaljnjih podvigov, ki bodo prišli na mesto v času izobraževanja tukaj na akademiji. Leta 2015 smo začeli igrati s skupino Širom, s katero igramo nekakšno izmišljeno ljudsko glasbo na cel kup glasbil. Posneli smo tudi dokumentarec Pokrajine iz spominov, ki govori o tem, kako okolje, iz katerega izhajamo, vpliva na ustvarjanje naše glasbe. Menim, da je v vsakem umetniškem obdobju glasbenika zelo pomembno okolje kot faktor navdiha oziroma izvor navdiha. Torej najprej v osnovnem izobraževanju, nato srednjem in akademiji. Trenutno me ravno to zelo navdihuje. Sodelovanje z mnogimi glasbeniki, odličnimi glasbeniki, izjemnimi profesorji in trenutno me zelo navdihuje odnos drug do drugega med umetniki in prav tako do glasbe. Tukaj se namreč išče zelo oseben odnos do glasbe in tudi zelo oseben vnos svojih misli in svojega razmišljanja v glasbo in posledično tudi do publike. Narava mi je bila vedno velik navdih, predvsem kraška pokrajina mi je zelo dragocena. Čeprav ne živim več v Divači, se sem redno vračam. Najbolj me navdihujejo ljudje, ki svojih talentov ne skrivajo in jih ne prodajo predvsem, ter so predani svojemu delu, da si upajo pogledati malo izven okvirjev, da na ta način drugim tudi pokažejo, da je svet lahko drugačen. Obenem pa občudujem tudi tiste ljudi, ki znajo reči na nek način, v tem trenutku sem zadovoljen s tem, kar imam in v tem uživam. Ker se človek lahko hitro ujame v nek začaran krog, ko ni nikoli dovolj, in vedno lahko potem samo išče celo življenje neko srečo, ki pa je bila ves čas z njim. Kakor vsak poklic umetnika je dostikrat težko zjutraj se zbuditi in spet isto rutino ponavljati. Saj v bistvu še sama ne vem, kako mi je to uspelo. Včasih pogledam za nazaj pa si mislim, koliko sem bila vztrajna, pa koliko sem delala, pa koliko sem v bistvu previdno načrtovala svoje dneve in hrano in fitness in vse. V glavnem ni bilo dosti nekih drugih aktivnosti, s katerimi sem se ukvarjala. In iskreno ne znam povedati, kaj točno me je motiviralo, ker se mi zdi, da dostikrat, ko si potem na odru, pa odplešeš neko stvar, pa po možnosti še ne gre čistko, kot si zamislil, pa ne deluje kot neka velika motivacija. Tako da mogoče me je bolj vsakodnevno motiviralo to, da greš ti v baletno dvorano, pa da gledaš svoj napredek,
da v bistvu delaš z drugimi, da imaš eno dobro ekipo okoli sebe in da se pač spodbujajo med sabo. To je super, ne. Pa mogoče ta občutek, ko si na odru, pa sploh, kadar smo sodelovali v opernih predstavah, ker pač baletni ansambel je vključen in v opere in v baletne predstave. In je potem ta občutek, ko zbor poje, recimo. Meni je to vedno bilo tako magično, čeprav ponavadi nismo dosti plesali takrat, ampak tisti občutek, ko deluje in orkester, in zbor, in balet, in solisti. V glavnem, to je taka ena velika magija. To pa res je taka motivacija, no. Glasba je, ali pa verjamem, da tudi vse druge umetnosti na enak način delujejo. To ni hobi, to ni služba, to je vse hkrati, to je del življenja. To se mogoče sliši malo sprano, malo izrabljeno, kakorkoli. Ampak v resnici vse, kar zaslužiš kot finančno, na kar se vsi spoznamo, kar se vsi srečujemo s tem, vse, kar zaslužiš, vrneš temu. Nič v resnici, nič drugega ne rabiš. Vse te izpolnjuje, kar je znotraj umetnosti. Ko igraš in se igraš z zvokom, zajameš lepoto trenutka. Glasba je ena zelo močna sila, ki te lahko sesuje in na novo sestavi, torej preobrazi, če ji dovoliš. Že sama eksperimentalna zvočna improvizacija se mi zdi taka, da ti ogromno da, te zbode ali pa te naredi ranljivega. Ni to glasba za zabavo ali pa za ples ali pa za veselje, ampak včasih je grozna, ampak ti ogromno da. Se mi zdi, da dosti glasbenikov se boji tega, da neka melodija razpade, ampak meni je to užitek, da razpade, ker vem, da se potem lahko pretvori v nekaj novega in šele takrat se zgodijo zanimive stvari. V bistvu je tako, ko je zdaj precej v redu. Neka pot je začrtana in se počasi razvija in počasi ima neko smer, pravilno se mi zdi. Bila je žal taka pot začrtana že nekaj let nazaj, ampak se je zaradi zadnjih 2 let to malo ustavilo in podporu šlo. Zdaj pa upajmo, da se ne bo več to dogajalo, no? Da se bo pač te produkcije, tako kot se je zdaj začelo s temi debiji v operah, v profesionalnih orkestrih in tako naprej, da bo to postala bolj ali manj stalnica, to bi bil cilj. Za prihodnost bi si želela bolj udejstvovati na področju psihologije. Pač kot sem že omenila, me zanima športna psihologija in bi rada, da mogoče se malo bolj dela tudi s plesalci. Tako da bi rada ostala nekako še vedno v stiku z to branžo. Seveda pa pač bi rada še kaj sama trenirala, vseeno nisem toliko stara, da bi še šla v penzijo. V glavnem, zaenkrat je moj plan, da bom bolj aktivna na psihologiji, pač na študiju in mogoče nekoč v prihodnosti, da bi ustvarili malo bolj zdravo okolje tudi za plesalce, sploh kar se tiče mentalnega zdravja, ker je to še vedno taka tabu tema, še posebej pa kar se tiče srednjih šol in tako no. Pač vseeno plesalci so ena taka zelo občutljiva skupina ljudi, ko velikokrat se malo pozabi na njih, no. So v bistvu po svoje športniki, ampak jih ne uvrščamo tja, in potem nekako izvisijo in so malo pozabljeni in ljudje mislijo, da je to
da je vse ful rožnato, pa v bistvu ni. No. Tako da bi rada, da se mogoče nekaj več naredi tukaj. Kot začetnik na akademiji v Berlinu so moje želje in načrti za bližnjo prihodnost v tem trenutku zelo pomembni. Zelo se namreč osredotočam ravno na bližnjo prihodnost. Rad bi se dokončno aklimatiziral v okolje tukaj na akademiji, se povezal z prav vsemi glasbeniki in profesorji, imel čim več sodelovanj, projektov, koncertov. Moja dolgoletna želja in želja, ki bo veljala še do konca mojega življenja, je to, da bi rad bil čim več na odru, čim več v kontaktu z ljudmi, v kontaktu s publiko. To mi namreč prinaša največ veselja in tudi nadaljnjega navdiha do dela. Ne vem, če lahko res jaz kim mladim priporočam. Želel bi si, da bi mogoče šolski sistem oziroma učitelji oziroma tisti, ki imajo dosti stika z mladi, spodbujali ustvarjalnost, ker mislim, da je tam pot do tega, da bomo s časom bili bolj osebnostno izpolnjeni, kar se zagotovo v umetnosti in kulturi da najti, ampak ne gre samo od sebe, treba se o tem malo izobraziti, treba o tem kaj vedeti, treba se razgledati o teh stvarih. Mislim, da bolj tja leti splošno na svet. Kaj bi svetovala mladim na kjeremkoli področju je, da naj bojo zelo potrpežljivi, ker danes gre svet zelo hitro mimo, se mi zdi, in pol dostikrat si želimo, da bi bliže ne vem kje, pa v bistvu nismo in nas to malo demotivira. Ampak se mi zdi, da če si potrpežljiv, pa res vztrajen, se da daleč priti. Obenem pa bi rada, oziroma bi svetovala, pa bi si mogoče tudi jaz želela, da bi to kdaj meni svetoval, ko sem bila mlajša, da bi bila zelo iskrena do sebe in zelo iskrena do tega, kar počnem, ker včasih se mogoče malo ali podcenimo ali pa precenimo in potem mogoče ne dosežemo točno tistega, kar bi lahko. Zato je dobro vedeti, kje točno stojimo in česa smo zmožni. Nič ne pride samo od sebe, zato je treba vztrajati in biti potrpežljiv, še posebej, ko napade ta odpor in lenoba. Tudi ko misliš, da ti ne gre več, je treba vztrajati. Zdaj smo v taki dobi interneta, ki se vse ful hitro odvija, in je treba biti še posebej vztrajen, ker pri učenju inštrumenta, pri učenju in ustvarjanju nasploh gre tu korak za korakom in dan za dnem in moraš verjeti, da je na koncu tega trdega dela nek cilj.
Seveda si moram pa te besede tudi sam sebi večkrat ponavljati, ker sem tudi jaz samo človek in niso vedno rožnati dnevi v dnevih ustvarjanja, oziroma ni vedno ustvarjalni moment v teh dnevih. Za vse mlade glasbenike, ki si želite svojo pot nadaljevati v smeri glasbe, imam zelo enostaven nasvet, in sicer držite se svojih želj, svojih ciljev, bodite pridni in marljivi proti temu cilju. To je namreč vstopnica, ki odpira veliko vrat, veliko novih sodelovanj, novih spoznanj. Zelo pomembno je, da že v svojem zgodnjem izobraževanju spoznamo širok krog ljudi, ki nam lahko kasneje v življenju odpirajo nove priložnosti. Jaz sem imel eno veliko srečo, ker sem srečal v življenju ljudi, ki so bili veliki učitelji, brez da bi to hoteli biti. Tudi jaz sem bil dovolj star, takrat nisem bil več čist otrok, ampak sem že nekih 25 let recimo, in jih nisem niti hotel za svoje učitelje. In te ljudje so znali stvari predstaviti tako, da so bile zanimive. Vsi te ljudje so si zelo podobni, nekateri so bili Slovenci, nekateri so bili tujci, ampak kar sem pri njih odkril kot skupno točko, je to, da so vsi to iskreno imeli radi. Ni šlo za denar, ni šlo za ekshibicionizem sam po sebi. Seveda vsi rabimo denar, vsi rabimo aplavz v našem poklicu, če brez tega ne gre. Vse te stvari rabimo, ampak v sami osnovi je šlo pa za glasbo oziroma za umetnost in za neko sporočilo, za neko globjo resnico. In mislim, da je tam pot. Če v to verjameš in če v tem najdeš neko zadoščenje, potem se da priti kamorkoli. Mladi, ki se želijo s tem ukvarjati, zelo spoštujejo balet sam. To pomeni, da so disciplinirani in da res želijo nekaj lepega doprinesti te umetnosti. Obenem pa ne spoštujejo sebe še bolj, da pač vedo, kje imajo svoj limit, pa da poznajo svoje telo, da se znajo malo čuvati, ko je treba, da ni vedno treba iti z glavo skozi zid. To bi tudi jaz kdaj rada, da bi mi kdo povedal. In ja, da pač cenijo to svojo drugačnost in jo znajo vkomponirati v svoje ustvarjanje. Na lokalnem nivoju sigurno je pač se zagotovo treba spodbujati ljubiteljsko kulturo na tak in drugačen način. Seveda se nivoji razlikujejo od samih zmožnosti, samih ljudi in tako naprej, ampak v vsakem primeru je občina, recimo, ali pa v tem primeru občina, tista, ki lahko spodbudi z primernimi prostori, z primernim suportom, z raznimi sodelovanjem s kom, da lahko spodbudi neke masterklase, neke tečaje in na tak način spodbuja in vzgaja in mladino in pač ostale, ki si želijo ljubiteljsko ukvarjati z nečim. Vse te stvari zahtevajo neko finančno podporo, ker se pač strokovno vodenje bilo katere dejavnosti ni zastonj. In če želiš imeti konkretno ali pa dobro strokovno vodenje, pač nekaj stane vedno. Mislim, da je to in v tem sosledju pač se to potem razvija, da je vedno boljše. Če so seveda ljudje za to zainteresirani pa so, ko imajo kje od tega pač osebnostno,
tako čustveno. Mogoče se bomo po koncu tega posebnega obdobja zavedali, kako pomembna je za nas kultura. Biti moramo vzgled svojim otrokom in jih privzgajati zavedanje, da ni vseeno, kako govorimo in pišemo. Vsem občankam in občanom iskrene čestitke ob našem skupnem kulturnem prazniku. Verjamem, da se bomo naslednje leto srečali v živo s kakšnim lepim kulturnim dogodkom. Dum 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 dum.